Koliko imate radi sebe in koliko upoštevate sami sebe, koliko sebe slišite, koliko upoštevate svoje telo, ki vam neprestano govori, kaj on želi. Mojca z vami, Lavitas, evo, zopet se vam oglašam z vprašanji, da vas malce pahnem zopet v razmišljanje o samem sebi in seveda o svojem telesu. Takole, zdaj nekako s temi vprašanji smo že prišli do enega spoznanja, da nam telo neprestano nekaj govori. Zdaj pa je vprašanje, ali ga mi slišimo ali sledimo našemu umu. To je kar eno tako delikatno vprašanje, ker zraven je še vprašanje, koliko imamo radi samega sebe. Ker s tem, ko poslušamo sebe, ko poslušamo svoje telo, izražamo ljubezen do samega sebe in se upoštevamo in res potem živimo tako, kot mi čutimo in ne tako, kot drugi želijo. To je en tak, bom rekla, kar globok message. Je vreden premisleka, tako da vas povabim, da greste v eno naravo in majčkeno razmislite o tem, koliko dejansko poslušate svoje telo, koliko mu daste počitka, ko ga rabi, ko enostavno kriči po počitku, pa mogoče vi še vedno nekaj počnete, a ne, pa še to, pa še ono, pa tretje. Tako da recimo tudi to je ljubezen do sebe, da ko začutimo utrujenost, ponudimo našemu telesu počitek. Enako je z vsemi ostalimi stvarmi, enako je s prehrano. Če telo ne želi hrane, mu jo pač ne damo, ne. To pomeni, če telo želi lahkotno hrano, mu damo lahkotno hrano, ne težko in čokolade in ne vem še kaj. Ste kdaj razmišljali o tem, zakaj sploh jemo čokolado ali pa sladkarije? Tudi dobro vprašanje, a ne. Ponavadi, ko sežemo po sladkarijah, čustva nekaj govorijo. In če recimo bi se ustavili in šli v trenutek zdaj in enostavno zaprli oči in začutili, kaj nam občutki in čustva govorijo, se soočili z njimi in jih enostavno spustili. Ne bi rabili toliko sladkarij jesti, ne, ker cukor je res en tak, bom rekla, SOS čustvom, a ne. Zelo dobro poznam sladkarije, zelo dobro vem, kaj je cukor, ker tudi sem bila sama zelo na cukru, in nekako, ko si utrujen, greš po cukru, zato da, bom rekla, lažje še sfolgaš vse obveznosti naprej. Ko si žalosten, greš k cukru, zato da te potolaš. Namesto da bi znal to žalost, iz kje izvira in jo enostavno spustil oziroma razrešil, kakorkoli. Še veliko je takih, bom rekla, pokazateljev. Drugače pa saj ni samo cukor, ne vem, je tudi kava recimo ali karkoli druga, ko, ne vem, rabimo bedeti celo noč, pa se nafilamo s cukrom pa kavo, ne, da nas drži pokonci. Ampak kaj je to zdaj za ena cena, a ne, telesu, ker telo rabi počitek in mu ga mi nismo dali, tako da še ta razmislek majčkeno, vseeno je potrebno majčkeno planirati svoje stvari. Jaz razumem, da kdaj pa kdaj nam zmanjka časa, pa rabimo pol kakšno noč prebedeti, ampak dajte potem, ko je noč prebedena, naslednje dni, majčkeno več telesu potem počitka in miru. Zelo pomembne so te stvari, ki vam jih naznanjam, da majčkeno razmislite o njih, tako da še en Lavitas nasvet, malo za v razmislek, tako da
Pejte v naravo, majčkeno se pogovorite sami s seboj, kaj želite, kaj so res tiste prave potrebe telesa in mu jih tudi dajte, no? Ker s tem boste tudi bolj lahkotno bivali, prebivali, živeli, lažje boste funkcionirali. In če želite kakšno pomoč, sem vam na voljo na individualnih svetovanjih ali kateremkoli drugem Lavitas dogodku. Vse si lahko pogledate na spletni strani www.lavitas.si. Lepo se imejte, raziskujte sebe, imejte se radi, privoščite telesu res tisto, kar potrebuje, predvsem pa slišite ga tisto res pristno potrebo, ki jo rabi. Se oglasim še kaj, lepo se imejte in Vitas živjo.